Pogled na vinograde, ki so letos obetali bogato letino, je po včerajšnjem neurju zelo žalosten. Za zjoka se ne žal, kaj gledati. Sam del ne žal. Zdaj, da bi bilo kaj grozdja, tukaj vina je skoraj neverjetno, ne bo nič, ne? Ker je čisto uničeno. Ne? Antonu je toča popolnoma uničila 700 trt. Čeprav ima vinograd zavarovan, si od zavarovanja ne obeta veliko. To je glih toliko, da bo za se škrpeva nazaj mogoče. Ostalo pa nič. A dobil bi vsaj nekaj, večina pa nič, saj vinogradov nimajo zavarovanih. Zelo malo, ker seveda te premije so zelo visoke, potem te odbitne franšize seveda ne, in s tem jim podraži celoten pridelek in nimajo seveda potem takega zaslužka, ne, in ne dajo toliko zavarovati. Poleg vinogradov so ponekod uničeni tudi nasadi sadnega drevja. Glejte, kaj je to vnutar, ne? Tu. To je vse aljubljen, to je vse fertik, ne? Družini Arh iz Kobil je včerajšnje neurje uničilo okoli 25 ton breskov. Ni listja, ni breskva, ni nič. Davke nam hoče povečati, tako se ne da delati, ker mi živimo od tega. Poleg izgube letošnjega pridelka se bojijo, kaj bo prihodnje leto. Ne vem, kakšen bo nastavek za naslednje leto. Če sploh bo, če pa bo pa slab. S povsem enakimi strahovi proti svojim trtam pogledujejo tudi vinogradniki. To je že rozga zdaj uničena čist, ne? Tako da je tudi nastavek drugo leto bo slab. Ne? Tako da je tudi vprašanje zdaj, koliko bo zdaj teh trt tudi preživelo. Ne? Ni čudno, ko pa se je narava razbesnela tako, kot ne pomnijo. To je bilo 10 cm. Groza. Uničen pridelek bo tako marsikoga prikrajšal za zaslužek, pa tudi za žlahtno kapljico.